Lep pozdrav vsem prisotnim. Se sliši? Dajte samo, če se sliši, v redu, hvala. Seveda vsem, ki nas spremljate na daljavo. S profesor Tamaro Poklar-Vatovec sva pripravili to prezentacijo obnovitvene rehabilitacije otrok. Gre dejansko za isti program, torej interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerne hranjenosti otrok in mladostnikov, kot smo ga izvajali od leta 2017 pod imenom Moj izziv, torej tabor Moj izziv, kot začetnih 14 dni uvoda v vseživljenjski program zdravega stila življenja. Jaz bom začela z vrstnico, s katero sem pred dobrimi 2 leti, decembra 2023, zaključila, kjer je bil naslov Kako naprej, kje se vidimo in kako bomo se razvili. Torej, izvedli smo preko javnega razpisa Ministrstva za zdravje za financiranje programov s področja prehrane in telesne dejavnosti za obdobje 2017-2025, 12 taborov, 14-dnevno, skupaj 192 otrok in mladostnikov starih 7 do 19 let smo vključili v ta program. Imeli smo kar nekaj želja, načrtov oziroma želeli spraviti ta program ta projekt v program rednega financiranja, kar nam še vedno ni uspelo. Uspeli smo kot diagnozo debelost, kot indikacijo za obnovitveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov, kar je pa spet preko vsakoletnega razpisa. Tako da razpis enkrat po pomladnem času, rezultate razpisa dobimo maja in potem nam ostane ena slaba polovica leta, da izvedemo ta program preko te obnovitvene rehabilitacije, ki je namenjen, lahko vključimo 100 otrok in mladostnikov, starih 7 do 19 let. Traja tabor 14 dni, kot je po vzoru mojega izziva. In program je tak, kot smo ga izvajali prej, ker je bil zelo uspešen, tudi veliko rezultatov imamo od vseh taborov, kar bomo tudi na hitro potem prikazali. 14 dni pred obnovitveno rehabilitacijo, pred začetkom tabora, potem tudi vse prijavljene pozovemo na Zoom predstavitev, kjer so starši prisotni. In tu dejansko poudarjamo, nekako težo po zaključenem taboru damo na starše in na družino, da v teh 14 dnevih pripravijo doma teren, pogoje, da se potem drugače začenja, kar se tiče prehrane, redne telesne aktivnosti, torej poskrbijo za pravo vsebino hladilnika in za redno telesno aktivnost, ker le skupaj, kot cela družina, je potem rezultat. Jaz bom pa, da ne govorim o programu. Novost zdravilišča je timsko zastavljen program, interdisciplinarni pristop pri obravnavi prekomerno hranjenih otrok in mladostnikov. Program traja 2 tedna, dnevno se izvajajo prehranske delavnice, delavnice telesne aktivnosti in pa psihološke delavnice. Program izvajamo pediater, psiholog, prehranski svetovalec in fizioterapevt. Aktivno vključimo v program tudi starše. 14-dnevnemu programu sledi enkrat mesečno spremljanje 1 leto. Gibalne delavnice se izvajajo 2-krat na dan. Dopoldan na prostem ali v telovadnici, popoldan poteka plavanje v bazenu. Namen gibalnih delavnic je, da postane gibanje del otrokovega vsakdana, ter da pri tem uživa in se zabava.
psiholoških delavnicah se v prvem tednu posvečamo predvsem krepitvi čustvene inteligentnosti. To pomeni, da spoznavamo sebe in druge. V drugem tednu pa se posvečamo bolj krepitvi pozitivne, zdrave samopodobe. Ekipa oziroma skupina psihoterapevtov neprestano skrbi za podporo in oporo tako otrokom, kot tudi staršem na taboru in tudi po njem. V okviru tabora Moj izziv izvajamo prehranske delavnice za otroke in mladostnike s prekomerno telesno maso. Na teh taborih jih naučimo, kako so živila sestavljena, kako si sestavlja uravnotežen obrok in kakšen je ustrezen režim prehrane. Želimo, da to znanje in veščine potem prenesejo v svoje vsakdanje življenje. V taboru Moj izziv sem se naučil o zdravi prehrani, o razporeditvi hrane po krožniku in spoznal sem dosti prijateljev. Na ta tabor so prišli z namenom, da se naučiva pravilno prehranjevati in da spoznava nove prijatelje. Poleg hrane smo se tudi naučili, da se je potrebno gibati. Na taboru Moj izziv sem se naučil, koliko moram jesti in kako moram jesti, ter sem dobil veliko novih prijateljev. Zelo dobro se počutijo, veliko je interesa za vključitev, žal ne moremo vseh sprejeti. Sprejem je pač triažiran glede na kriterije, ki so tudi gor navedeni, potem pa ta sprejem interdisciplinarni, preko zdravnika, prehranskega svetovalca, psihologa in pa delovnega terapevta ali kineziologa. In potem izvajamo ta program dvotedensko, program delavnic. Manjka nam, kot vsakokrat poudarim, ta potem naprej prehod. Pri nas po 14 dnevih zaključijo, pri prejšnjem razpisu so bili možne potem sledenje po enem mesecu, po 6 mesecih, po 7 letu ali pa vsak mesec, različno so pač ti razpisi imeli različne pogoje. Pri obnovitveni rehabilitaciji pa v bistvu tega spremljanja ni. In dejansko tu je zdaj ta povezava z Centrom za krepitev zdravja, če jih usmerimo, tudi odpustno pismo napišemo, da se javijo v regijskem zdravstvenem domu v Centru za krepitev zdravja, vendar tam so tudi omejeno, tretji razredi pa šesti, pač ni ta utečena pot, da bi lahko recimo potem nadaljevali, imeli eno oporo pri vsakodnevnem gibanju, recimo enkrat tedensko ali gibalne aktivnosti ali obnovitvene prehranske. Možnost je potem po enem letu, da jih ponovno. Jaz bi samo toliko se vključila, zdaj takoj zapisnik pišemo tegale srečanja, a lahko damo v zapisnik eno kot takih ključnih stvari, da se išče tle te povezave. Mislim, pardon, da ne bomo da ne pozabimo, bomo pol razpravo odprli. Hvala. Ja. Prav ta povezava z Univerzo Primorsko, s fakulteto nam omogoča, da so tudi podatki obdelani, rezultati, veliko diplomskih, magistrskih nalog nastalo, tako da bom prosila profesor Vatovec za še malo o rezultatih. Hvala lepa, najprej za to predstavitev, povabilo in pa tudi lep pozdrav vsem.
Veseli smo, seveda, najprej, da so vidni in zadovoljni najprej iz tega videa otroci, njihovi starši. Res je za njih to ena zelo lepa izkušnja in želimo, da bi res prišlo do vseh, ki pač imajo to potrebo. Zdaj kot Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju in predvsem katedra za prehransko svetovanje in dietetiko, smo nekako vključeni od začetka projekta v pripravi samega programa. Res velik poudarek je na pripravi, kot je bilo povedano, spletne učilnice, pripravi kvalitetnih gradiv, o hranilih, o živilih, o načinu priprave in pa predvsem to, da se uči v bistvu ta veščina pripravljanja jedi iz osnovnih živil. Tako da velikokrat se nam zdi, da otroke podcenjujemo, ko jih daš tako skupaj, marsikaj znajo pripraviti. Drugače pa skrbimo za glavni del, to je res ogromno meritev opravljamo, antropometričnih, z bioimpedanco in pa različnih vprašalnikov, kjer se z našega področja predvsem ukvarjamo z spremljanjem prehranjevalnih navad, zato da potem opolnomočimo tako otroke in pa tudi celo družino. Vedno po zaključku tabora tudi predstavimo rezultate, vsakega tabora, potem spremljanja, ne samo zaradi poročil, ampak tudi osebno, vsak dobi ob odpustu nekaj teh rezultatov domov z navodili, z knjižico, individualno sestavljenih jedilnikov za vsakega posebej. Zdaj, tisto, kar je že Breda povedala, zaključili so se 3 razpisani projekti od leta 2017 in od 2024 je pač bilo odobreno izvajanje tudi programa Tabor Moj izziv. Tako da to se izvaja v poletnem mesecu, v avgustu. Razlika je v tem, da se izvaja naenkrat za 100 otrok v obsegu 14 dni. Tu se lahko še kaj pove potem, ampak zdaj tisto, kar je pomembno, je poletni mesec in seveda program je podoben, kot je bil v Taboru Moj izziv. Dejansko pa so vključeni otroci od 7. do 18. leta starosti, obeh spolov tako. Zdaj, ključno, kot je bilo povedano, so pač objavljeni kar veliko že rezultatov del, jaz bi izpostavila 2, to je iz leta 2024, kjer smo predstavili v reviji Zdravstveno varstvo do takrat opravljene tabore, torej rezultate meritev in vprašalnikov. Uporabljen je bil z našega področja en validiran krajši vprašalnik o zdravih oziroma nezdravih prehranjevalnih navadah v povezavi z antropometrijo in vpliv, torej intervencije prehranske na to, kakšen je rezultat, ne samo v tistem času 14 dni, ampak en mesec po spremljanju in sigurno tukaj imamo res s temi metodami dokazano, da so učinki vidni. Zdaj na drugem, ki smo ga objavili konec leta 2025, nas je pa bolj zanimalo podrobno, ali so razlike med spoloma, smo pa vključili vse otroke in mladostnike iz vseh 3 razpisov, v čem se razlikujejo po prehranjevanju. To zato, ker v povezavi katera hranila oziroma iz katerih živil so najbolj vplivajo katera posamezna hranila ali pa načini priprave. Zanimivo, vedno obravnavamo enako, pa se kažejo razlike med spoloma. Torej pristop, kako v teh CKZ-jih ali pa kjerkoli se dela s temi otroci in mladostniki, bi bilo smiselno usmeriti tudi bolj podrobno, da se malo loči ali poudarek da na ločeno po spolu. In to smo tu predstavili. Tu bi pa izpostavila še eno orodje oziroma program računalniški, ki nam to delo raziskovalcem omogoča. To je odprta platforma za klinično prehrano, ki upam, da se
izvaja kot projekt, ampak da ne bo ugasnil, ker je to nacionalni program, ki ga raziskovalci, pa tudi vsi, lahko tudi posameznik uporablja, zato da pridobi torej veljavne rezultate glede na hranilni energijski izračun jedilnikov. In se mi zdi za kvaliteto in nacionalni pomen, vsaj tako je bilo že v projektu Dober tek Slovenija zagotovljeno, da se bo to financiranje zagotavljalo, zdaj pa je pod velikim vprašanjem, tako da mogoče je to še en apel. Hkrati pa vas lepo vabim, da si vzamete čas in da si, koga to področje zanima, tudi pogledate raziskave, pripravljamo pa še eno, v kateri bomo naredili evalvacijo, in sicer po enoletnem spremljanju vseh teh otrok. Udeležba, če tako povem, lahko je 50% po enem letu. Odzivnost, ne? Zdaj, tukaj za naprej pa res je poudarek, projekt je uspešen, toliko, koliko res vsi partnerji med sabo sodelujejo. Je pa zelo pomembno, da se povezujemo in tudi tako, če delamo z otroki, da delamo v bistvu z vsemi družinskimi. Hvala lepa.